Predsednik, dobrodošel. Učenik. Sledi. Vse v redu? Super. Slovenski narod ni nikoli izvajal nasilja nad drugimi. Še nikoli ni bil agresor. Kadarkoli je prijel za orožje, je bil to prisiljen. Tako je prišlo tudi potem do odločitve, da se vaja premik 91 izvaja pod vodstvom republiškega. Izkušenj, veščin, da lahko v neki situaciji, ko se znajdeš, potem tudi ustrezno deluješ. Obiskovalcu predstaviti območje, na katerem je potekala vaja. Vojaška vaja Premik 91 je spomladi leta 1991 pomenila realno, stvarno pretvorbo teritorialne obrambe v Slovensko vojsko, ki je skupaj s policijo poleti leta 1991 tudi ubranila razglašeno, neodvisno in samostojno Republiko Slovenijo. 17. decembra je bil postroj teritorialne obrambe v Kočevski reki. Takrat, teden dni pred plebiscitom, je slovenska država prvič domači in tuji javnosti pokazala novo orožje. To je bilo politično sporočilo, da so slovenske oblasti pripravljene odločitev ljudi na plebiscitu ubraniti tudi silo. Spomladi 91 z akcijo Premik pa so v bistvu politične in vojaške oblasti že preverjale sposobnost nastajajoče slovenske vojske za obrambo domovine, če bo ta izvajana strani jugoslovanske armade. V tem smislu lahko vidimo eno zrelost političnega in vojaškega razmišljanja o procesih, ki smo jim bili tedaj priča. Postajajo jasno, da bo Slovenija razglasila v skladu z odločitvijo ljudi na plebiscitu svojo neodvisnost in da bo verjetno s tem izvala jugoslovansko armado ter morala pokazati svojo usposobljenost v vojaškem spopadu z njo. Vse to se je tudi dejansko zgodilo. Državni zbor je spomladi nadaljeval z sprejemanjem odločitev ustavnih in zakonskih, ki so dajale pravno podlago za delovanje nastajajoče slovenske vojske. Ta je nastajala kot dejavna, delujoča, uspešna vojaška sila. Vse skupaj je rezultiralo v eno medsebojno zaupanje vseh glavnih deležnikov in ne nazadnje vseh ljudi, zaradi česar smo leta 1991 v tako imenovani 10-dnevni osamosvojitveni vojni enotno ubranili samostojno in suvereno Republiko Slovenijo. To je bilo pravzaprav skupaj potem kasneje z diplomatskim priznanjem Republike Slovenije konec leta 1991, sprejemom Ustave Republike Slovenije konec leta 1991, sklepno dejanje velikih, pomembnih političnih in družbenih premikov, ki so se začeli z prvimi parlamentarnimi demokratičnimi volitvami aprila 1991. Ti pa so lahko nastali na valovih slovenske politične pomladi iz druge polovice 80. let.